Mitja Jereb, lepo pozdravljen in hvala, da si se odzval v vabilu na tale pogovor, v katerem bova poskušala predstaviti metodo, s katero zdraviš, oziroma kot sem prej videla, kot sem snemala pogovor s Timotejem, z njegovo mamo in očetom, ene take oprijemljive čudeže delaš. Ja, hvala. Ko sem stopila prejle v prostor, kjer poteka zdravljenje, kjer je bilo več terapevtov in nekaj ljudi, ki so jih zdravili, sem začutila eno tako izjemno srčno energijo, da mi je šlo od ganjenosti kar malo na jok. Je ta srčnost en del tega zdravljenja ali mogoče celo bistvo? Absolutno je to bistvo, to je temelj tega zdravljenja, se pravi veliko srce, najvišji možen nivo ljubezni, najvišja možna točka zadovoljstva, hvaležnosti in sočutja do vsakega človeka, se pravi čista morala na najvišjem nivoju. Kako si to svojo metodo razvijal? Tudi ti imaš za sabo eno težko izkušnjo iz prometne nesreče in zdravljenja in samozdravljenja. Kako se je vse to začelo? Ja, začelo se je v bistvu že z mojimi rosnimi leti, no. Že od nekdaj so me zanimale druge stvari kot večina ljudi okrog mene, no, ali pa moja družba. Tudi moram tukaj spravo povedati tudi za svoje starše, svoje stare starše in tako naprej. Vse je zanimalo drugo kot mene, no. Tako da že takrat se mi je neka pot začela, ne. Potem pri prometni nesreči pa se je zgodila neka večja prelomnica, od katere sem v bistvu dobil tista prava vprašanja, na katere sem si potem, oziroma si nisem znal v samem začetku odgovoriti, ne. In prav te odgovore sem potem tudi iskal in raziskoval v bistvu to resnico samega sebe, ne. Se pravi, iz te prelomnice v bistvu sem prišel do pravih odgovorov, ne. Ta prometna nesreča in te izkušnje, bi lahko rekel neke posmrtne izkušnje, so mi prinesla ta prava vprašanja. Si imel zelo težke poškodbe, veliko časa potem za razmišljanje, za pogled vase. Ja, zelo težke poškodbe so bile, zdrobilo mi je spodnjo in zgornjo čeljust, ličnico, pljučnico, rebra sem imel poškodovana, kolk in koleno, hrbtenjačo tudi in pa zadnje lobanjo, tukaj se mi je tudi tak rijak zapičil noter. Tako da sem imel kar hude posledice. Jedel sem lahko recimo pol leta samo po slanci, šepal sem z levo nogo kar dobro leto pa pol nekje vsega skupaj. Tudi vdihniti sem mogel prav globoko zaradi bolečine v predelu reber. Tako da sem potem iskal tudi sam vse možne pomoči, alternativne zdravljenje in tako naprej, ampak nikakor ni bilo tiste prave pomoči, oziroma momentalno za urico, dve in spet sem bil na enakem kot pred terapijo, ne. Tako sem se pa tudi začel potem zanimati sam za te zdravljenja oziroma samopomoč, da bi si še sam pomagal in res nisem dobil nobenih pravih odgovorov. Potem sem pa vse skupaj prijel v svoje roke in začel prakticirati sam na temu in skozi leta, res leta, ne, sem prišel tudi do pravih odgovorov in danes moram reči, da sem brez ene bolečine in nobenih zdravstvenih težav. Na kakšen način si začel? Najprej, verjetno si morala začeti s tem, da si verjel, da si lahko sam pomagaš. Najprej me je začelo zanimati, se pravi, sama zelišča, ne. Tinkture, razni ekstrakti in tako naprej. Tukaj sem že imel neke začetne rezultate, ne, iz tega seznanja me je potem potegnilo tudi naprej. Še v te zdravilne vode, kot so recimo reiki, prana healing, tai chi in podobne zadeve, ne. In samo zanimanje, sploh ne znam pravilno odgovoriti na to, nekaj za mano me je peljalo po tej poti, me je rinilo na to pot teh vprašanj, bi rekel, teh izkušenj, ne. Zelo zanimiv recimo podatek je, da sem vedno ostal v neki temi, se pravi brez odgovorov, ne. In ko se je takšna stvar zgodila, sem večinoma časa potem preživel sam v sobi in sam razdeloval ta vprašanja in odgovore tudi več tednov, več mesecev včasih, ne. In tukaj sem potem spoznal, da je tukaj tista prava resnica, ki se me najde, se pravi že v meni. In spet sem mogel najti tisti prvi odgovor,
zakaj sem sploh tukaj, kdo sploh sem v resnici in če sem res zaradi tega, kar uči sam sistem, potem res to nima nobenega smisla. Tako da sem vedel, da za tem stoji veliko več, sem potrebno bilo še zložiti vse te odgovore. Ne? In potem se je to počasi nekako začelo sestavljati. Takoj po prometni nesreči sem tudi že čutil to magnetno polje med rokami, s katerim nisem vedel niti kaj je, niti kaj to čutim, niti nisem vedel, kaj je obris v človeku, ko je prišel recimo doktor v sobo, kjer sem izležal. Si videl auro? Sem videl to auro, ta si okrog telesa, to je bilo nekje 2-3 cm, takšen kot bela svetloba je bilo, ne? In sem izrazito to videl. No. To ni bil samo on, to so bili v bistvu vse osebe, ki so prišle v mojo sobo in nisem vedel, kaj je s tem. To mi je prenašalo v bistvu neke strahove, ker več nisem vedel, ali je kaj narobe z mojimi možgani od tega udarca, ali je to res, kar vidim. Ne? In tudi prvič sem to videl, tako da je bilo to res kar strašljivo v tistem obdobju, no, zame. Prej kot pa kakšen odgovor ali pa kakšna rešitev. Ne? Tako da šele potem, čez dobro leto, 2 nekje po temu, sem začel razumeti, da je to elektromagnetno polje nas ljudi, ne, spravi fizičnega telesa, in potem sem začel proučevati spravi fiziko, elektromagnetna polja, elektrotehniko, elektromehaniko in tako naprej. Ne. In na tam sem pa potem spoznal tudi spravi to polje. Od tam naprej so se pa šele spet začela prava nova vprašanja, kako zdaj s tem poljem upravljati. Kaj je to polje? Ali je to naše orodje, ali je to res, smo to mi? In kako sistem zdaj pomagati na vseh možnih nivojih. Ne? Tako da vse te raziskave, da danes delam tukaj, kar delam, je dobrih 25 let študij za mano. S tem, da to je bilo res 25 let študij, to ni zdaj, jaz nisem hodil v službo. Meni niso jemalo vsak dan po 8 ur časa, tako da potem, ko sem prišel domov, sem imel še energijo, recimo, ker nisem imel drugega, kot iskati resnico v sebi. In tako sem potem tudi odkril in razkril in potem na podlagi meritev in poizkusov si tudi dokazal. Jaz mislim, da največji nevernik tukaj noter in si moram res vsako stvar vsaj 500-krat dokazati, no, da vsaj 1% dobim vere, da je to pa res. No. Tako da res sem naredil teh študij ogromno in potem poizkusil tudi na drugih ljudeh. Brez kakršnega koli predznanja, brez kakšnih izkušenj težkih in tako naprej, in prav tako je vsem uspelo in to mi je potem tudi dokazovalo, da zadeva deluje. Kaj je bistvo tvoje metode? Bistvo moje metode je, da spozna vsak svoje polje, se pravi sam sebe, znotraj sebe in potem tudi izven sebe. Ko to spoznate, potem lahko regulirate v bistvu vse v svojem življenju. Se pravi, je res temelj nas ljudi in prvo znanje vsakega posameznika. Še vedno sem prepričan to in danes še bolj kot včeraj, to je res prvo znanje vsakega posameznika in to bi morali imeti že od malih nog naprej. Tudi včasih v teh starih narodih ali pa v teh starih vedah, ne, so vsi govorili in opisujejo polje, s katerim lahko naročaš tej celoti in da z njo spreminjamo svoj čas ali pa svojo realnost. Ne. Ampak to razumeti po teh kodeksih od religij je skoraj nemogoče, ker so vse tako naredili, da res je navaden človek, ki nima takšnih izkušenj, pa se ne sprašuje, pa nima toliko časa v življenju, da bi lahko iskal svojo resnico, nikoli ne more niti priti do teh pravih odgovorov. Tako da bistvo tega polja je, da se pravi, to je naše bistvo. To smo mi, to je naša ljubezen, to je naša sreča in vse, kar v resnici smo. To. Če te prav razumem, hočeš povedati, da nismo samo fizična bitja, ampak da smo bitja energije in da s to energijo lahko pomagamo tako v sebi kot drugim in si ustvarjamo lepši svet, novo realnost, lepšo prihodnost. Tako je. Absolutno, tukaj je prva stvar, ki bi mogel razumeti tudi vsak posameznik. Nikakor mi nismo to, kar je fizično telo, ampak smo veliko več in smo tako napredna tehnologija, v bistvu, da gremo tudi iz življenja v življenje. Jaz sem se včasih ukvarjal tudi s hipnozo, dobrih 7 let. Ogromno ljudi sem vrnil v regresijo, se pravi v prejšnje življenje in kako zanimiv podatek. Kako je možno, da se ena oseba spomne 200-300 let nazaj, kaj se mu je dogajalo in te dogodke opiše s takšnimi detajli, da veš, da niso kar nekaj iz uma ali pa iz nekih sanj, ampak da je dejansko to doživel človek.
Se pravi, in iz teh raziskav sem potem ugotovil, da v bistvu sematika, se pravi elektromagnetno polje ali pa aura ali pa prana, kakor pač želite to imenovati, nosi vse te podatke, tako kot ti najnovejši diski ali pa SSD diski, recimo, ki so. Ne? No, zdaj pa ti najnovejši diski so pa vsi podatki tako skrajni nad materijo. Ne na samem, tako kot je CD, recimo, ampak nad materijo, se pravi na elektromagnetnem polju. In tako potem v bistvu ti lahko tudi iz prejšnjih življenj prineseš vse programe v naslednjo življenje. In tako se vsi ti ljudje tudi spomnijo prejšnjih življenj. Ne? Kar pa spet dokazuje, da so vsi programi zloženi gor na tem elektromagnetnem polju. Sam sem mnenja, da je to zato, da se po smrti nekdo poskenira vse te programe, se pravi vse, kar smo mi doživeli, preživeli, in na podlagi tega se potem določi, koliko je ta energija velika, koliko je ta energija že napredna, koliko se je ta energija že naučila, ali gre lahko na naslednji nivo, ali mora še enkrat ponoviti to življenje tukaj v tem prostoru in času, da se upgrade tako kot vse v naravi. In potem, ko bo ta upgrade, se pravi ta nadgradnja narejena, takrat bo potem lahko po smrti šel v drug prostor in čas. Ne? Zdaj, nekaj od teh delčkov sem tudi sam doživel v tej posmrtni izkušnji, kaj veliko jih ne govorim o teh stvareh. No. Mogoče bi nam vseeno malo zaupali. Absolutno smo tukaj ljudje zato, da se nadgrajujemo, da spoznamo v tem prostoru in času sami sebe, kdo nas v resnici živi, kaj v resnici smo, kaj je znotraj nas in izven nas. Ko bomo to razumeli, ko bomo znali s tem našim notranjim življenjem komunicirati s celoto, katera nas živi, takrat smo pripravljeni potem za naslednji nivo, se pravi drug prostor, drug čas in to je ta nadgradnja, zaradi katere smo tukaj. Cel sistem je pa seveda postavljen tako, da človeka odpelje od te resnice stran in absolutno si niti nihče ne želi, da bi vi spoznali svojo resnico, ker je cel sistem tako zgrajen, da zatrjuje, da to niti ne obstaja, da obstaja samo šola, služba, položnice, ampak mislim, da je v vsakem posamezniku ta resnica in vsak pa sebi že ve, da tukaj nekaj res ni v redu. Učiš tudi terapevte, a ne? Kakšni ljudje prihajajo k tebi? Eni imajo sami svoje težave, pa si na ta način pomagajo, pa potem zdravijo druge. Kakšni imajo verjetno kakšno drugo poslanstvo? Ja, večina oseb prihaja zato, da bi spoznali v bistvu svojo resnico, in druga polovica prihaja, da bi si pomagali pri svojih težavah, ne, ali so to zdravstvene ali pa katerekoli druge v življenju. Skratka, do mene pridejo ljudje, ki iščejo resnico, pa kakršnokoli že. Ne. Tako sem naročil tudi v Matrico, ta program, in moram reči, da deluje tako kot vse. Seveda, pa tukaj dobijo potem to znanje, s katerim lahko naredijo res večji korak, kot so ga kadarkoli do zdaj. Ne. Te metode ne morete primerjati, niti ne s teta healingom, niti ne z reikijem, niti ne s prana healingom in tako naprej. To je nekdo učil že 2000 let nazaj tukaj. To je bil gospod Jezus. Meni v bistvu vseeno, kako je bilo njeno ime in v katero religijo on spada. Najbolj pomembno za nas ljudi je, da iz podatkov, katere je tukaj nekdo pustil, se pravi kot Tomaževo pismo, tam so dejanske besede Jezusa, kako je možno, da je 2000 let nazaj nekdo pisal to, kar mi danes tukaj prakticiramo, poskušamo, doživljamo, in tudi tisti zapisi, ki so, ne, če se držiš jih točno tako, kot je, ne, zadeva se zmanifestira v trenutku. Vse, kar si človek zamisli in občuti, se tudi zmanifestira. Ne. In to je to razumevanje, se pravi, samo razumevanje delovanja našega elektromagnetnega polja in komuniciranja s to celoto. Ko govoriš o celoti, predvidevam, da misliš to neskončno inteligenco, ki nas obdaja. Ne? Eni rečejo kozmos, eni rečejo Bog. Ja, tako je. Eni rečejo prana, eni rečejo ki, eni či. To je to, ja. Obstaja samo ena energija. Ta energija v bistvu je ta zrak, v katerem živimo. In ta zrak si lahko predstavljate kot vodo v morju. Ta voda je okrog vsakega kamenčka, okrog vsake rastline in ta voda v bistvu živi vse, kar je tudi v našem prostoru in času. Ne. V tem zraku so najmanjši elementi, to so kvanti, osnovni del iz teh kvantov je foton
je fotonska masa in preko teh dveh lahko potem pošiljamo te vibracije, vizije, hologramsko in lingvistično čustev. Ko združimo ta dva občutka v eno točko, je napisano, se pravi 2000 let nazaj je tudi ta stavek izgovoril Jezus, ko združite dvoje v eno, boste rekli gor, naj se premakne, dole se bi premaknilo. To je zelo enostavno razumeti, če razumete sami sebe in svoje delovanje. Ko združite misel in občutek v točko, takrat boste naročili novo realnost za vizijo in za občutki, nikakor ne z besedami. In takrat se takoj zgodi, da preko te mase steče ta puls, ta nova vibracija na drugo sematično polje ali pa na lastno in takoj naredi spremembo na DNK-ju, ta pa posledično takoj naredi spremembo v fizičnem telesu. Tako imamo lahko razne ozdravitve ali pa odstranitve nekih zdravstvenih težav, tudi tistih, katere medicina zatrjuje, da so neozdravljive. Skratka, popolnoma vse težave, kar se tiče zdravstvenih, osebnih, kakršnih koli težav v življenju, se pravi ključ našega življenja. Imaš zaradi tega, kar govoriš in učiš, kakšne težave z uradno medicino? Ja, imam. Včasih sem imel tukaj ogromno zadržkov, zdaj pa jih več nimam, ker tukaj moramo razumeti resnico in ta resnica naj se pokaže iz same prakse. Tako da tukaj teorija in diplome, ki jih imajo po predalih, me ne zanimajo. Zanimajo me samo še rezultati pacientov in pa njihova pričanja. Tudi odnosi, moralni odnosi med zdravniki in pacienti, za moje pojme, tukaj ni nobene ljubezni, tukaj ni nobene morale, tukaj se gre, kdo bo ostal pomemben in kdo bo ostal nepomemben. Nihče pa ne razume, da smo vsi enako in da tukaj ni nihče več. Več je samo tisti, ki bo uspel s tem, ki ga živi, narediti spremembo ali pa boljše življenje nekomu drugemu. Kaj ti vidiš, zakaj smo tukaj v tej fizični obliki kot človeška bitja? Tako kot sem že povedal, za nadgradnjo. Se pravi, naše telo ni samo fizično telo, naše fizično telo je v bistvu en velik skener, tako lahko rečemo. Zakaj skener? Čist logična stvar. Vse, kar naše oči vidijo, se zapisuje na naše sematično polje. Se pravi, če vas jaz vrnem v hipnotično stanje, se boste vi spomnili tudi pri 3-4 letih vse, kar je bilo v tisti sobi, pa čeprav niste se nikoli osredotočili v eno smetko na tleh, ampak če so vaše oči jo zaznale, je se to shranilo tudi na sematiko oziroma v vaš spomin. To je dokazano več tisočkrat že. In vse, kar sliši v naša ušesa, se prav tako hrani se na našo sematiko. Vse, kar čutijo naše roke, vse, kar okušamo z jezikom, vse vonjave, ki jih imamo, se pravi, potem pa lahko skeniramo še z elektromagnetnim poljem, se pravi, brez dotika. Se pravi, naše telo konstantno odčitava našo okolico in vse te podatke hrani na sematiko. Več stvari, ko vidite, več teh podatkov, ko jih imate in ko jih razumete, večji ste, večje je vaše elektromagnetno polje. Večje je vaše elektromagnetno polje, lažje boste vibrirali iz tega, kar v resnici ste. Vsi vemo in moramo razumeti, da smo v resnici samo ljubezen, sreča, zadovoljstvo, čisto sočutje, hvaležnost, nič slabega ne. To je čisto enostaven dokaz. Kadarkoli je kdorkoli naredil karkoli slabega, mu je zato vedno bilo hudo ali pa žal. Prej kot slej. In to je čisti dokaz in potem ta nemer v nas nam lahko tudi povzroči določene bolezni in tako naprej ali pa hude depresije. In če znamo zdaj to zadevo rešiti, se pravi, če imamo znanje o sebi, kdo smo, poznamo potem tudi pravilno odpuščanje in tako si čiste svoje sematično polje in tako se urejajo vsi ti programi, ki se nalagajo na vašo sematiko. Tako postanete, se pravi, prava vibracija. Več, ko ste v tej ljubezni, več, ko ste sami v sebi, v svoji resnici, v svoji ljubezni, večje je elektromagnetno polje, in vsak trenutek je lažje doseči to ljubezen, to pristnost, ki je že v nas. To je ta nadgradnja v bistvu. In počasi, ko se večamo, ko bomo prišli enkrat do trenutka, ko bomo res lahko vsako sekundo polni ljubezni, polni sreče, zadovoljstva in nobenega strahu, seveda, takrat bomo bližje temu, kar nas živi. Kakšen je prvi korak za nekoga, ki ga nekaj tišči, ki bi nekaj rad premaknil, ampak je še vendarle živel v
dovoljšnem nezavedanju, da ne ve, kako bi se tega lotil. Kakšen je naj bo prvi korak? Vsekakor oseba brez predznanja potrebuje neko znanje, neko osnovo, ne, ali pa bi rekel najnižje razumevanje, osnovno razumevanje, kdo v resnici smo. Že ta korak, to je nekje obrazlagal 5 do 10 minut in že tukaj se potem pomirijo čustva, tukaj potem oseba tudi dobi novo upanje lahko, oziroma mora razumeti, ne, da živi samo v tem trenutku. In marsikdo se obremenjuje za včeraj, za en teden nazaj, en mesec nazaj, eno leto nazaj, ne. Nihče pa se ne sprašuje, kaj se zgodi, če te naslednjo sekundo več ni, ne. To je ta težava. Zato je nujno potrebno razumeti ta koncept tega časa, da res obstajamo samo v tej sekundi in da je ta sekunda čisto vse, kar imamo in da v tej sekundi niti ni nujno, da imamo težave, če se bomo tako naregulirali. Pa tudi, če smo še tako bolni, je pomembno, da razumemo, kdo smo v resnici in kako velika ljubezen smo in to je vse v bistvu, kar potrebujemo. To je ta prvi pristop do tega. Se pravi, tukaj bi res lahko rekel, to je pristop sam do sebe. To je prvi korak tukaj. Potem pa iz tega lahko izvedemo še naprej, ne. Potem pa je tukaj, se pravi, potem premiki z magnetnim poljem na fizičnem telesu in potem se počasi začne vse urejati, ne. Ko človek dobi prvi puls, da se nekaj izboljšalo, da mogoče lažje hodi, da ga križ boli manj, da ni glavobolov, že dobi neko voljo novo, upanje novo in to je tisto potem tudi, kar lahko zapelje z neko pozitivo v naslednji sekundi. Hvala lepa, Mitja. Hvala. Družina Jurič, pozdravljeni. Tukaj smo se dobili pri Mitji Jerebu. Timotej, predvsem tebe bi rada vprašala, kakšna je tvoja zgodba? Mogoče najprej, koliko si star? Ja, star sem 21 let. Praktično moja zgodba pa je taka, da sem pri 18 letih zbolel za osteogenim sarkomom. To je kostni rak. Kako se je to zgodilo? Kako se je zgodilo? Praktično imel sem eno tako rahlo poškodbo in od tiste poškodbe naprej se je samo kopičilo. Dejansko zdravniki me tudi v tisti fazi niso ravno najbolj resno obravnavali, ker je bil ravno čas covida. Eni so rekli, da si namišljujem, take pač malo neprijetne zgodbe so bile. Dejansko potem po 3 mesecih neresnega jemanja pa se je potem dejansko izkazalo, da se je dejansko razvil tumor na kolenu. In potem so te začeli zdraviti? Tako, takrat smo prišli prvič v Ljubljano, so potekale vse preiskave še enkrat, da je bilo za ziher to rečeno, da je rak. Potem pa se je pričelo zdravljenje, ne. Pričelo se je zdravljenje, 2 meseca kemoterapije, potem sem imel operacijo, praktično zamenjali so mi levo koleno z stegnenico zraven in odvzeli tu ta del mišice, ker je dejansko tumor prekrival cel ta del, so mogli vse to odstraniti. Zdaj imam nastavljeno umetno koleno z stegnenico. Kovinsko? Kovinsko, tako je. Dejansko 2 meseca je bilo vse v redu, na kar so se začele pojavljati težave tukaj od zgoraj na meči in se je izkazalo, da se mi je dejansko po 2 mesecih bolezen ponovila, ne. Takrat pa se je tumor pojavil gor na meču, seveda spet vse preiskave potekale in ja, spet je bil čas, ko bi se mogel začeti zdraviti s kemoterapijami, ne. Takrat si še hodil? Takrat sem še hodil, tako. Tudi sem se praktično začel zdraviti z kemoterapijami, ker pač žal druge opcije mi niso bile podane. Ja, v tistem času pa je bilo res kar hudo, moram reči. Tudi telo ni toliko prenašalo, praktično tam sem bil dobrih 6 dni. Prvi dan še se nekaj spomnim, 5 dni pa je praktično tema. Se nič ne spomnim. Si dobival tako močne? Ja, tako močne kemoterapije so žal bile. Tudi fizično me je zelo izdelalo, izčrpalo.
Na kar je pač napočil čas, da bi prišel čas operacije. Ne? In ja, v tistem času so želeli praktično odstraniti celo nogo, se pravi od kolka navzdol bi oni nogo odrezali stran in obenem bi naredili tudi operacijo pljuč, ker sem imel zasevke na pljučih. Kako si se počutil ob tem, ko so ti to rekli? Ja, občutki, ne moremo reči, da so ravno dobre, ampak nek glas mi je govoril, da pač ne se pustiti, še vedno se da rešiti. In na koncu sem operacijo zavrnil, tudi kemoterapije sem zavrnil, ker sem sam pri sebi čutil, da več ne bom zdržal. In sem vse to praktično zavrnil. Sem se malo podal v naravne vode. Moram reči, da sem uspešno premagal tumor na nogi. Iz pregleda v pregled je tumor bil manjši, na kar se je potem na eni sliki pokazalo, da tumor sploh več ni maligen, je praktično postal benigen. To zdaj govoriš o obiskih pri Mitji Jerlevu? Ne, to je še bilo Še prej. takrat, ko sem se zdravil z naravo, praktično. Aha, na Malo kakšen sem- način je bilo to? To je bilo z kanabisom, potem so bile razne stvari, recimo, ne vem, regrat je zelo dober ubijalec raka. Potem tudi košice, oziroma ta jedrca v marelica od znotraj, ja. Mislim, probavali smo več različnih načinov. Uspelo nam je. Samo da bi obdržal nogo. Tako, ne? da bi obdržal Ja. nogo. Na kar pa je potem bilo kar 3/4 leta nekje, Tako, je bil nekje mir, potem Novembra. pa so se začele pojavljati težave tukaj zgoraj na mrežnici, na Podključnici. na podključnici, tako. Nato se je prestavilo na rebro, seveda zdravniki niso ravno nekaj reagirali, dali so mi samo možnost kemoterapij, ki pa jih pač nisem bil vesel in sem rekel, da pač ne želim več prejemati kemoterapij. Ker so te tako zelo Ja, zdelali, ker, ne? ja, in Vsakič. so mi res bila v naporu. Ne. Na kar se je potem iz pregleda v pregled kazalo, da dejansko se tumor raste na peto rebro. Probavali smo z nekimi kemoterapijami, ampak niso bila ravno najbolj uspešna. Tako da ja, zdaj, dober mesec nazaj, pa sem se eno jutro vstal, dejansko od tle navzdol. Nisem dobro čutil telesa, so bili takšni mravljinci prisotni. To je bilo prisotno kakšna 2-3 dni. Potem tretji dan sem že mogel vzeti bergle, ker več nisem mogel normalno hoditi. Ne. In seveda smo šli nazaj v bolnico, tam naredili preiskave. Ja, tumor je začel se vraščati v spinalne kanale, ne. Se pravi v hrbtenjačo. In ja, takrat sem prijel kemoterapije. Do kemoterapij sem še lahko hodil. Takoj po kemoterapijah, 3-dnevnih kemoterapijah, pa sem dobil še 5 dni obsevanj. Ko pa so se obsevanja začela, pa so noge čisto odpovedle. Dejansko jih nisem mogel premakniti, nisem jih čutil, nisem mogel ne s prstom premakniti, dejansko obležal sem v postelji. Obležal sem v postelji in Kaj so zdravniki rekli takrat? ja, takrat so mi žal rekli, da ne vidijo več vizije zdravljenja, da več ne poznajo načinov, z katerimi bi me lahko pozdravili, in so me poslali dejansko domov na paliativo. Kaj to pomeni poslati nekoga domov na paliativo? Dejansko Domačo oskrbo? Ja, domačo oskrbo, dejansko pač čakajo, da pacient umre. Dejansko druge rešitve njim ni. In ja,
v tistem momentu smo mi kar začeli raziskovati, no, bolj mama je začela raziskovati. Sicer smo mi za gospoda Mitja že prej vedeli, ne? Ampak nekako nismo uspeli priti do njega, tako bom rekel. Ne? V tem času pa ja, potem pa smo poklicali sem, malo povedali, kakšna je situacija. In bila je zelo resna. ja, tudi gospa, ki se je javila na telefon, je videla, da je situacija zelo resna in je rekla, da takoj, ko bomo tukaj v Ljubljani, da se oglasimo. V glavnem, jaz nog nisem mogel premakniti. Takrat sem gospoda Mitja videl prvič, bil sem po kemoterapijah, bil sem po obsevanju, bil sem zdelan, dejansko kot mrtvega so me pripeljali sem. Smo naredila 5-minutno terapijo in v tistem momentu, ko je on začel delati meni terapijo, ne vem, ali sem se v tistem momentu na novo rodil, v glavnem občutki so bili fenomenalni. Pa je bila samo 5-minutna terapija, po 5 minutah, ko smo terapijo zaključila, sem jaz lahko premaknil nogo. Si že čutil? Čutil sem nogo in je rekel, zdaj pa se sfokusiraj na nogo in sem jo dejansko lahko premaknil. Kar prej 2 tedna nisem recimo mogel nič, ker sem bil samo v postelji in to je bilo to, niso delale mišice, ne nič. Tako da dejansko potem pa smo videli, da je to prava smer in smo dejansko redno začeli obiskovati gospoda Jereba. In moram reči, da napredki so res neprecenljivi. Ko si že v tistem momentu, ko misliš, še jaz sploh kakšna rešitev, ne? Potem pa dejansko vidiš, da ljudje dejansko lahko gore premikajo, če hočejo. Čutiš kaj med terapijami? Tako bom rekel, jaz se zelo probam umsko povezati z gospodom Mitjem. Tako da v tistem trenutku, ko smo mi dva na terapiji, dejansko samo zaprem oči in vidim samega sebe, kako hodim. Kako delam stvari, ki sem jih prej zelo rad počel, prej sem zelo rad bil v delavnici. Vse te stvari, ki sem jih praktično rad počel, mi pridejo nazaj. Tako tudi vožnja z motorjem, ker sem pač strastni motorist. In mi to pač je ostalo še vedno v krvi. To so mi tudi dejansko neki povodi za naprej, da pač se ne predaš, ne? Da pač res poskušam iti čim bolj pozitivno naprej, pa svojim sanjam slediti. In na ta način tudi sam pripomoreš k zdravljenju. Tako, zelo dosti si potem tudi lahko sam sebi pomagaš. Če le v to verjameš, da ti bo uspelo priti na ta cilj, ki si ga dosegal. Res moraš pač čim bolj gledati pozitivno na to stvar. Pa tako bom rekel, tudi če je ne vem kak slaba novica, še vedno lahko nekaj dobrega iz tega potegneš. Vedno je neki tisti čar, ki ga lahko doživim. Mama Anita pa oče Marjan, za vaju je to zagotovo izjemno naporen izziv, a ne gledati otroka, kako trpi, kako mu gre ves čas na slabše, ampak očitno ste, sploh Anita, vi ves čas obdržali ta optimizem in to moč in premikali stvari naprej, iskali prave rešitve. Ja, vse to je to, tudi že takrat, ko je v bistvu bila predvidena amputacija noge, jaz pač nikoli nisem Timoteja videla brez noge. Pač, mogoče je že bilo takrat nam to namenjeno, da še prehodimo to pot, da smo v bistvu pristali na invalidskem vozičku, ampak nekako ga nisem videla brez noge, tako ga tudi danes vidim hoditi. Je pa res, da v bistvu, ko si ti v neke situacije postavljeni, bomo vedno iskali rešitev. Kakorkoli je, ker druge v bistvu nimaš, ne. Tudi zdravnikom v tem v bistvu pomagamo, ampak zdaj jaz ne bom krivila nikogar zdravstvu, kot zdravstvo je. Bom pa rekla tako, tudi zdravniki, dajte nam možnost, ne. Ker noben starš se ne bo sprijaznil s tem,
da pač rečejo tudi otroci umirajo. To je druga plat te zgodbe. Ne? Kako je Timotejeva bolezen vplivala na vašo družino? Ogromno ste bili že zaposleni s tem, da ste ga vozili v bolnišnice na V terapije. bistvu sem jaz nekako drugi cikl njegovega zdravljenja ves čas ob njem, tudi v bolnici sem ob njem, zato ker to je v bistvu telo popolnoma izčrpano in on ne bi zmogel sam. In tudi sem si jaz zadala, da pač sem bila ob njem, tako smo se tudi z možem nekako dogovorila, da ga v bistvu ne bomo več pustili, ker je to preveč naporno. Tudi bivanje samo v bolnici niti približno ni, tudi kljub zdravstvenemu osebju, ampak mislim, da je bilo tudi tako prav, da sem ga ves čas spremljala, mož pa doma, ne, vse te obveznosti, tudi otroka, v bistvu na nek način družina. Še 2 otroka imate. Tako, sicer zelo pridna, ne smem reči, ampak družina ni več to, v bistvu. Ali pa se poveže še potem na neki drugi način, ki ga mogoče prej nismo poznali. Ne. Pač gledam tako na to. Tisto za nazaj je bilo, zdaj pa gledamo naprej. Mislim, ta trenutek, ta moment, to je to. A ste morda takrat, ko so Timoteja poslali domov Sem bila z njim. paliativno oskrbo, ste potem iskali mogoče pomoč kje drugje v tujini? V bistvu smo ves čas mi delali mnenja tujine, ne? Ampak tu zdaj jaz ne bom nikogar krivila, v bistvu tu naletiš malo na zaprta vrata. Predvsem zato, ker ta tipika raka, ki jo ima naš Timotej, je zelo redka. To je bolezen najstnikov in jih v Sloveniji po statistiki zboli 4 do 5. In po statistiki je tudi tako, če eden preživi, je to za zdravstvo spet. Vse ostalo je čudež. In tudi zdravniki iz teh okvirov se delajo študije, ampak nekako, ker je predvsem pri našem Timoteju bila ponovitev bolezni, se niso delali niti te genske preiskave na živo tkivo in pol v bistvu se to na nek način ruši. Ne? Ti nimaš znanja, ti se učiš. Zdravniki ti seveda na začetku ne povedo. Tudi v bistvu, koliko je zdaj to njihova naloga, tega ne vem, ker verjetno bi potem vsi starši rekli, gledajte, zdaj pa ne bomo šli na kemoterapije, gremo na neke druge zadeve zdravljenja, ki so v svetu, v Sloveniji še pač ne. Je pa res, da ta tipika raka je kar težka in se pač tudi študij toliko ne dela na tem področju. Ne. Tudi v svetu se delajo, ampak gre veliko počasneje, kak napram drugim raziskavam. Ne. Tudi vlaganje ni toliko v to. Ne. So pa, ampak se pravi, mi smo Slovenija, smo premajhna. Tudi zdravnike, zdaj koliko hodijo, ne vem, meni ti ne zanima v končni fazi. To je njihova naloga. Mislim, naloga nas staršev pa je, oziroma vseh nas, dajmo jim možnost. To sem tudi zdravnikom povedala, dajte nam možnost. Ne. Samo to, nič drugega. Marjan, vi ste bili doma, a ne, kot je povedala Anita, komu je bilo najtežje? Predvidevam, da kar vam, ker niste bili zraven pa v akciji, ampak ste lahko samo čakali na informacije, ki jih boste dobili. Zelo je bilo težko preživljati to. Prvo zjutraj v šolo, zapravite službo, po otroke. Pa ves čas v Pa ves čas, ja. negotovosti. Pa spomno se je bija v misle, zdaj pa smo to odklopili, to misel, zdaj ga mi vidimo, kak je bija pri 18. Ne? In tako gledam. Vi ste v tem času tudi zboleli, ne? Jaz sem tudi zbolel, ja. Od vseh skrbi. Pa prvo kot prvo napor, drugo, te sem imel COVID, te sem me potlej cepile, potem pa se mi je zdravje zrušilo. Ne? Ampak zdaj, ko vidite, kakšne čudeže, ne, če uporabim to besedo, ampak to so čisto oprijemljivi čudeži, Ja. dela Mitja, zagotovo lahko verjamete, da se boste tudi vi pozdravili. Ja, verjamem. Mitja tudi. Hvala lepa vsem trem, pa Malenkost. Z vso velikim srečo in veliko volje in moči še naprej. Ja, najlepša hvala.
Daj, nehaj. Kar sam stojiš, veš. Daj, ti. Ja, vidim. Pravi, zdaj sem naredil samo en korak naprej in nazaj pol. Bravo! Bravo! Wow! Daj mi, ja, kar te bo reček, ja. Zašlo? Zašlo? Bravo! Bravo! Evo ga! Čestitke, res. To. Evo ga, to so prvi koraki. To pa je za bil dober korak. Je bil, ne? Res. Bajga. Da mi ne boš javil. Isto res ne.